pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Novi Gorici, kjer se bo kmalu začela tekma 11. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku se bosta pomerila domača Gorica in Maribor, ki je na zadnjih 13 medsebojnih srečanjih z vrtnicami osvojil kar 37 od možnih 39 točk in jasno. Dobra podaja, priložnost za Gorico, toda žoga je zletela mimo leve vratnice. Kronaveter in Tolič sta zelo močna na žogi, nista pa seveda ustvarjena za kakšne pobege. Tule zdaj Tolič, ki strelja, vrhunski strel. Pričakujemo lahko veliko napadov. Kronaveter pelje napad za Maribor, Kronaveter še vedno, Kronaveter! Brani Likar, ki ima precej dela. Izkazal se Sikošek, Tolič. Spremlja ga Baturina, žoga proti Repasu, Jan Repas ima priložnost in brani Likar. Ni še konec, pa vendarle gol. Jan Repas je dosegel gol na 4. zaporedni tekmi. Kakšna strelska forma domžalskega fanta. Njegov 17. gol v prvi ligi. Zdelo se je, da je Likar strelu branil, ampak žoga je vendarle končala v mreži in Maribor vodi z 1:0. 27. minuta srečanja. Obramba Gorice je kapitulirala 4. v letošnji sezoni na domačih tleh. Tule pa vidimo Repasa, ki se odlično vključuje v napadalne akcije. Kdo bo prevzel odgovornost? Nekako se pričakuje, da bo to Velikonja. Kakšna napaka Mevlje, žoga zdaj za Baturino, krasno ga je poiskal Tolič, roko Baturina in gol. Obrambni samomor Mevlje in Tolič je hitro razmišljal, poiskal Baturino. Maribor je podvojil prednost in Gorica se je znašla v velikih težavah. Kakšna napaka v obrambi Gorice, tole je bil tehnični lapsus in hitro je stekel proti napad Maribora. Vse je bilo izpeljano šolsko, Baturina pa je potem tudi krvoločno zaključil, premagal Likarja in Kronaveter. Baturina do Žiniča, Žinič ima priložnost, 11 metrovka za Maribor. Krasna akcija vijolic, tudi Žinič je na to odlično odreagiral. Počakal na stik nasprotnika, Urbančič ga je porušil, 11 metrovka za Maribor. Kronaveter, zelo zanesljivo, Maribor vodi s 3:0 in tale tekma je bolj ali manj odločena. 3. zadetek Roka Kronavetra v letošnji sezoni, njegov 106. skupno v prvi slovenski nogometni ligi. Ki skrbijo za finance v klubu, malce negodovali in kritizirali početje navijačev. No, tole zdaj priložnost in odlična obramba Pridgarja po strelu Kranjca. Kranjc. Alen Kranjc preigrava, prodoran je Kranjc, tole pa mora biti 11 metrovka, ne pravi Božo Kondič. Rumeni karton za Kranjca, ki se je zelo razjezil in takole cinične reakcije, cinične gestikulacije Alena Kranjca. Izgledalo je sumljivo. Poglejmo zdaj še enkrat počasni posnetek. Tole mora biti 11 metrovka. Tule je Mitrović seveda spotaknil Kranjca. Etienne Velikonja, zadev je Etienne Velikonja, 3:1. 69. minuta srečanja, 70. gol Velikonje v prvi ligi, 3. v tej sezoni in malo dramice morda vendarle za zadnjih 20 minut. Maribor ima še vedno lepo prednost, 3:1 je rezultat za vijolice, ampak Hrka je nastreljal Toliča, Maribor še naprej ustraja v obrambni formaciji, zdaj pa ogromno prostora za Kronavetra, levo je povsem odkrit, Vipotnik je zdaj dobil žogo in zdaj bi Vipotnik lahko opozoril na se gol. Gol Vipotnika, sicer je žogo vodil zelo slabo, gola se Vipotnik ne bo razveselil. Odličen zaključek potem, ko
Si ni pripravil najboljšega prostora za strel Žan Vipotnik. Tudi Antolin mu je stekel v objem. Bivši nogometaš Gorice je dosegel prvi zadetek v letošnji sezoni in v 88 minuti srečanja je obračun dokončno odločen. Ja, v moji družbi še Miran Srebrnič. Danes zagotovo ne morete biti zadovoljni, predvsem s prvim polčasom, nekako v nogometu temu pravimo tudi razpad sistema. Kaj točno se je dogajalo po tistem prvem mariborskem golu, kajti začetek tekme z vidika Gorice ni bil slab? Ja, začetek, prvih 10 minut mogoče, ampak ne vem, prvi polčas je bil res zelo slab z naše strani, mislim vse skupaj prepočasi, dosti zgubljenih žog v naši tretjini, tako da s takim načinom sigurno nismo mogli parirati. Nekako načrt se je izjalovil, tudi taktično smo bili slabi, zaletavali smo se brez potrebe, v bistvu goli z velikih napak. Tako da to je bilo res, bilo je 8 igralcev zamenjati in nekako potem smo se zmenili samo, da pokažemo neko reakcijo v drugem polčasu, da se stvar ne razpade. To je bilo kar okej, vendar ne moramo več proči tako cel polčas. Mislim, da tudi igralci morajo se tudi s svojim odnosom malo zamisliti, če hočemo igrati v tem tekmovanju. Ja, v moji družbi trener Maribora Damir Krznar, nova zmaga, novo gostovanje, pravzaprav nova zmaga. Zdaj je Maribor prišel v ta rezultatski ritem zmag, predvsem prvi polčas verjetno tisti, ki vas danas posebej veseli. Naravno, vrlo dobar ulazak u utakmicu, kontrola cijelo prvo poluvrijeme, puno posjeda, puno dobrih priprema za kvalitetne napade. Nakon 1-0 nekako i psihološko rasterećenje i dobro je to išlo sve do kraja poluvremena. Okrenuli su Goričani na 4-1-4-1, nismo htjeli tu nekakvu posebnu adaptaciju unutar našeg sustava, raširili smo malo Kronu i Tolu, ali oni su malo i fizički bili u padu, tako da su nam se nametnuli u vezi drugom poluvremenu. Bilo je to nekakva rupa od nekakvih 20 minuta i primljeni gol, ali ok, poslije ponovno stabilnosti i rutinirano završili utakmicu. Zdaj vemo, da za Maribor prihaja kar zahtevno obdobje, nasprotniki bodo tisti pravi, ki nekako pokažejo, kakšna je vrednost, kakšno je stanje v ekipi. Verjetno tudi za vas en pravi test. Kje je trenutno Maribor in v kakšnem stanju je, ko govorimo seveda o boju za vrh lestvice? Sigurno da, 4 utakmice sa 4 vrlo dobre momčadi u nizu i nas isto tako zanima gdje smo, šta smo. Ja vjerujem da možemo al pari sa svakim, sigurno da će nijanse odlučivati, ali kada si odlučan, kada si hrabar, kada si rastrčan, kada ulaziš u utakmicu kao danas, onda je i onaj gore na tvojoj strani. Vjerujem da ćemo takve igre što se tiče htjenja, želje, volje, energije pružiti u narednim ciklusu. Gospod Krznar, najlepša hvala in srečno. Hvala vam. Ja, v moji družbi ob robu igrišča Denis Cerovec. Drugi polčas, tisti, iz katerega bo verjetno potrebno vzeti pozitivne stvari za nadaljevanje prvenstva. Kaj je bilo v tem drugem polčasu toliko bolje kot v prvem? Ne vem, iskreno. Vedeli smo, da je Maribor zelo močna ekipa v posesti, da se moramo skupno braniti, da ne smemo delati napake, ampak 3 napake tehničke su nas koštale sad 3 gola, naivno jako, ampak smo u slučajnici povedali da trebamo skupiti se, da ne prijemo još 3-4, tako da, evo, mislim, ne kaj reći, Maribor je zasluženo zmagao, čestitam im. Denis, najlepša hvala, srečno v nadaljnji sezoni. Toliko, kar se tiče odzivov iz tabora domače ekipe. Mariborčani tamle v daljavi vidim, da še pozdravljajo kar številčne viole. Ko bo meni še nogometaš gostujoče ekipe, pa se znova tule oglasim. V moji družbi ob robu igrišča še Gregor Sikošek. Odličen prvi polčas Maribora, ko ste opravili tudi večino posla, kot pravimo, potem recimo precej bolj izenačen drugi polčas, ampak to je verjetno tudi nekaj precej normalnega, ko je rezultat takšen, kot je bil. Se strinjam, ja, danes smo tekmo zelo dobro odprli, prvi polčas je bil vrhunski, mogoče majhen minus to, da bi si želeli tudi v drugem polčasu biti tako dominantni. To je stvar neke psihe, bi rekel, ampak pač na splošno gledano z naše strani dobra tekma.
Zdaj je Maribor prišel v ta rezultatski ritem, kot ga od Maribora pravzaprav vedno pričakujemo. Prihajajo pa zdaj na papirju nekoliko težje tekme, kako pomembno je, da Maribor zdaj v ta zahtevno obdobje, Koper, Olimpija prihaja torej na krilih nekaj zaporednih zmag. Ja, sigurno je veliko boljše, kot pa je bilo recimo mesec ali pa dva nazaj. Ampak zdaj ne smemo gledati, kaj vse nas čaka, moramo gledati tekmo po tekmo. In pač sam s takim pristopom bomo pač na koncu prišli do našega cilja. Gregor, najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone.